kako bi midva ta termin opisala, da bi vedela, o čem se pogovarjava. Ker meni se zdi, po moji interakciji s tem jezikovnim modelom, da ima inteligenco, ker jaz jo razumem kot sposobnost reševanja problemov. Ja, en od teh ključnih testov, ker v teh teorijah, recimo imamo Turingov test, zlasti so te Church-Turingova hipoteza, Turingov test in tako dalje. Ta test v bistvu pravi tako, da imamo recimo takole nek zaslon, nekaj, kar ne vidimo, in potem na drugi strani je nekdo, ki se z nami pogovarja, in v tem pogovoru smo mi v stanju ugotoviti, ali gre za stroj ali za osebo. In zdaj seveda inteligenca je nekaj, kar je ugrajeno v živa bitja. In mi to smo na nek način definirali, torej naše obnašanje. In zdaj, če beremo v bistvu najnovejše dosežke na področju biologije, obstajajo organizmi, enocelični organizmi, ki znajo reševati v bistvu labirinte, in znajo recimo poiskati pot iz ene točke do druge po najkrajši poti in očitno imajo neko inteligenco. Tako da te definicije inteligence v bistvu, jaz bi izhajal v bistvu iz naših potreb ljudi. In to je to, da nam mogoče pomagajo uresničiti ravno te cilje, o katerih sem jaz nekaj jih poskušam promovirati. Raje kot to, da se ukvarjamo z nekimi, eksaktnimi definicijami, ki ne obstajajo. Ok, a je kalkulator inteligenten? Kalkulator, si ne predstavljam, da bi recimo nek stroj, ki zna deterministično reševati probleme, da je v bistvu inteligenten. Pri umetni inteligenci gre bolj za to, da imamo probleme, ki jim rečemo računalničarji NP-complete, torej NP-polni problemi, ne polinomični problemi, ki imajo čas reševanja, recimo, če je problem, zadani problem, bi dali ga enemu računalniku za rešiti, bi vsi računalniki na tem svetu potrebovali 5 ali 10 milijard let do konca v bistvu univerzuma. Ampak to bi trial and error delali, ne? Se pravi, poizkusi neko rešitev, ni prava, gre na naslednjo. In to konstantno ponavlja, dokler ne zadane rešitve. A prav razumem? Ker je prostor vseh možnih rešitev neskončen in potem mi moramo zdaj ta algoritem mora iti skozi vse možnosti, zato da pride do res ta prave rešitve, ki vemo, da obstaja, ampak jo ne moremo dobiti na danem primeru. In tukaj zdaj umetna inteligenca v bistvu in algoritmi, ki se jih danes uporabljajo, vključno s temi, ki se nanašajo na globoke nevronske mreže in na te jezikovne nevronske mreže in podobno, v osnovi usmerjajo, algoritem se usmerja v neskončnem prostoru možnih odgovorov, možnih komunikacij, v neko komunikacijo, ki se njemu v danem trenutku zdi pravilna. Ampak ni to, kar nas kot ljudje definira. Nas definirajo vsi naši senzori, kako narečem, naši čuti, ki v osnovi so daleč bolj sofisticirani, bolj napredni, kot jih danes lahko računalniki sploh zavzamejo. Se pravi, kalkulator, kako sem jaz do zdaj, do najnega pogovora razumel inteligenco, je sposobnost reševanja problemov, potem pa imamo dve vrsti inteligence. Ena je ozka inteligenca, ki na eni ozki domeni deluje. Najlepši primer je kalkulator. Kalkulator ima super inteligenco napram običajnemu človeku za domeno računanja. Ja. In jaz to vidim kot inteligenco, najboljšo inteligenco na svetu, za ta ozek primer. Imamo ozke inteligence, imamo generalne inteligence. Se pravi, inteligenca, ki lahko vrsto različnih problemov rešuje in se prilagaja sproti. Mogoče pa
to ljudje tretirajo kot inteligenco, se pravi to, kar sem opredelil kot generalno inteligenco, ne? Ali lahko me tudi popravite, no? Ja, tako kot pravite, ne, pač ljudje smo si različni in lahko smo si zelo različni, kar je najbolj čudovita stvar na tem svetu, a ne, ker pač ta bogatstvo narave in vseh teh razmišljanj o tem, kaj je inteligenca, ali pa celo imamo različne definicije tega, kako, ali smo srečni ali nismo srečni, a ne, tako da tukaj, kot rečeno, ne, pač mi zdaj v znanosti, ne, če se znanstveno, in to je to, s čim se jaz ukvarjam, a ne, če želimo reševati nek problem, recimo tudi, ki se nanaša na inteligenco, potem začnemo na tak način, da najprej definiramo ta pojem in ta definicija služi nekemu namenu. Ampak, če gre za splošni pogovor, tako kot ga imava mi dva, pač prepušča možnost, da vsak od nas ima neko svojo predstavo o tem, kaj je inteligenca. Ja. In je to vse pravilno. Ja, ne, sej to se strinjam, ampak recimo, če bi midva šla nazaj na tisti Turingov test, Ja. pa rečeva, ok, prideva do točke, kjer GPT model, mogoče 6, 7, prestane vse te teste, Turingove teste, z različnimi vrstami ljudi, ki imajo različna znanja, psihologi, ne vem, in ne morejo ugotoviti, ali se skriva od zadaj jezikovni model ali se skriva človek. Ne? In dajemo mu naloge, in te naloge izpolnjuje bolje kot nek asistent na drugi strani, ne? Ker ima dostop do večjega količina informacij, kot ga ima en poprečen človek lahko na voljo. Ne? A lahko pol rečeva, ok, ta sistem je pa zdaj inteligenten. Ja, lahko bi definitivno rekli, če bi temu bilo tako. Ampak, recimo konkreten primer, zdaj določeni študentje, ko rešujejo teste, uporabljajo ChatGPT, a ne? In potem jaz berem te rezultate, oziroma to, kar so spisali, ne? In potem pač vidim tlele zdaj neka nelogičnost, ne? In pač moj zaznavni sistem v tistem, kar je spisano. Aha, to je navaden spis. Recimo nek spis, ja. Aha. In potem jaz začutim, da to zdaj pa je odmik, ne? In jaz tega odmika od nekega realne predstave o tej zadevi pač čutim in vidim, da je tam stroj od zadaj, ne? In potem, ok, mogoče ne pri vseh, mogoče sem se pri nekih zmotil, ne? Ampak sem vsaj enih 12 zadnjič na testu pač rekel, aha, tole pa zagotovni, ne? In lahko to dokažem v bistvu, ne? Ker pač tam so nelogične povezave med nekimi besedami, ne? Tako da splošno ja, ampak recimo en profesionalec, ki pa dela na tem področju, mislim, meni se zdi, da sem kar nekaj teh dejansko pač odkril tam notri, ne? Kakšen procent ste pa odkril, kakšen procent pa niste odkril? A veste ta podatek? To je nemogoče vedeti in zdaj... Pa ne veste, koliko ste uspešni v zaznavanju? Ne morem vedeti tega. V vsakem primeru sem vsaj malo uspešen in zdaj recimo, da... Tlele je to, kar pravite, ne, rad bi naslovil to vaše vprašanje. Ne. Tlele je ravno ta ekstremna nevarnost, da tisti, ki potem postanejo, a ne, ker mi vidimo in obstajajo te teorije, ki sem jih slišal že 30 let nazaj, ne, da ljudje smo že odvisni recimo od stroja, ki je avto. In potem mi postanemo in v bistvu naša identiteta ni več taka, kot je bila v naravi, ko smo pač živeli v neki vasi in smo videli čudovito zvezdno nebo nad nami. Ne? In zdaj, če si predstavljate, da ta interfejs do naših možganov, ki je govor, govor, ki smo ga tudi prenesli v teorijo računalništva, ker mi v bistvu uporabljamo jezike zato, da programiramo računalnike. Sprav, jezik je API. Jezik je API in ne samo to, mislim, naši projekti se ukvarjajo tudi s tem, kako mi kolaborativno, torej skupaj rešujemo probleme z roboti. Torej imamo robote in temu se reče recimo ilokacionarna moč povedanih stvari, ne? Kar pomeni, da mi nekaj rečemo, ker ima lahko konsekvence nek robot
ustvari neko akcijo v svetu, v katerem se nahajamo. To je še hujše kot to, da se samo mi dva oziroma se vi pogovarjate z nekim robotom na drugi strani. Ampak v bistvu ta robot oziroma ta program lahko v bistvu ugasne luč ali zaklene vrata. To je v bistvu prvi film, ki sem ga jaz v svojem življenju videl, ko sem bil mogoče osnovnošolec. In je črno-beli film, mislim, da se imenuje Black Seed, nekaj v tem stilu, ko je nek profesor, ki v bistvu izgradi tak inteligenten računalnik in potem ta računalnik v bistvu se odloči, da bi v enem trenutku rad imel otroka z njegovo ženo. In ko je učitelj od zunaj, a ne profesor od zunaj, ta računalnik v bistvu začne zaklepati vrata in potem pač poskuša prepričati ženo, da bi pač imela otroka z njim in ima vse pripravljeno v ta namen, a ne, tako nekako, ne. Tako da ta interfejs je dejansko scary, ker mi zdaj se pogovarjamo z nekaj, kar mogoče je zame lahko zaznam, da gre za stroj. Ampak marsikdo v svojem življenju ne vidi teh. Recimo, tudi če imamo opravka za neko osebo, ki ima določene odstopanja od realnosti in se pogovarjamo tudi mogoče v daljšem časovnem obdobju, še zmeraj nismo sposobni tega zaznati. In tudi lahko stroja ne moremo zaznati, a ne? Tako da naš interfejs ni vedno pozoren na to, da bi razrešil vprašanje, ali je Turingov test res ali ni. Tako da mi lahko smo podložni temu in postanemo v bistvu zelo vpliv teh naprav lahko deluje na našo psiho in je lahko ekstremen in s temi stroji, jaz mislim, da je to osebno mislim, da bi to moralo biti za prepovedati, ker naše človeštvo ni v stanju procesirati tega ekstremnega napredka naše stroke.